ZDA in Kanada skupaj vsako leto pretovorita več kot 750 milijard dolarjev blaga, pri čemer velik del tega poteka po eni poti, iz Windsora v Detroit. Do pomladi 2026 je skoraj vse to odvisno od enega samega, starega mostu, ki je starejši od večine tovornjakov, ki ga prečkajo. Ta most je v lasti milijarderja Manuela Moruna in zdaj njegove družine. Nadzorujejo ne le najbolj prometen tovornjaški prehod v Severni Ameriki, ampak tudi duty-free trgovine na obeh koncih. Ambassador Bridge ni le infrastruktura, je vzvod. Četrtina vse trgovine med ZDA in Kanado je vsako leto potekala čez njihov most, kar je eni zasebni družbi dalo moč, da upočasni, omeji ali celo ustavi gospodarsko žilo Srednjega zahoda. Vse v tej regiji se steka skozi majhen pas vode, zemlje in ceste. Geografija to naredi neizogibno. Tovornjakarji ne izbirajo slikovite poti. To je neposredna povezava, ki povezuje srce zarjavelega pasu, Michigan, Ohio, Indiano, z ontarijskim industrijskim pasom. Seveda, železnice in pristanišča obstajajo tudi drugje, vendar pri velikem obsegu, časovno občutljivem tovoru, v sistemu ravno ob pravem času prevladujejo tovornjaki. In ta koridor prevaža večino tega. Obstajajo tudi drugi prehodi, vendar ti dodajo razdaljo, čas in stroške, ki jih sistemi ravno ob pravem času ne morejo absorbirati. Ni bilo drugega načina, da bi se toliko tovora premaknilo tako hitro. Zato je bil ta koridor desetletja ena sama točka ranljivosti. Tovarne niso bile zgrajene okoli mostu. Most je postal ključen, ker so bile tovarne že tukaj. Že 1 ura zamude lahko ustavi celotne izmene tukaj. Celoten avtomobilski ekosistem Srednjega zahoda deluje kot ena sama ura. En ustavljen tovornjak na mostu lahko ustavi delovanje tovarn, dobaviteljev in skladišč. In to prizadene veliko trojico. General Motors, Ford Motor Company in Stellantis, katerih tovarne v Michiganu in Ontariju v bistvu delujejo kot ena ogromna tovarna, razdeljena z mednarodno mejo. Ko se tovornjaki začnejo nabirati na mostu Ambassador Bridge, se učinek verižno hitro širi. Dobavitelji so prav tako močno prizadeti. Jeklarne v Indiani, tovarne elektronike v Ohaju, obrati za prešanje po vsem Srednjem zahodu, vsi so del tega kroga. Kdor je nadzoroval ta most, je imel v rokah nadzor nad cenami hrane, gradbenimi stroški in zanesljivostjo energije za polovico države. In zdaj se stvari obračajo. Most Gordie Howe te dinamiko obrne na glavo. Odločitve o pretoku, hitrosti in stroških niso več v rokah ene same družine. Zdaj so vgrajene v javni koridor, ki nadzoruje pretok blaga čez mejo. En sam klic, ena zaustavitev ali ena dolgotrajna zapora bi lahko povzročila šokove v gospodarstvu Srednjega zahoda hitreje kot katerakoli recesija. A pri avtomobilih se ne konča. Jeklo, kmetijstvo, energija. Vse to poteka skozi isto ozko grlo. To ni bila ena dobavna veriga, to je bilo več industrij zloženih na eno samo točko odpovedi. To je nadzor nad celotno regijo. Nova javna prehodna točka popolnoma spremeni to dinamiko moči. Noben posameznik ne more več izsiljevati celotnih industrij. Kmetje dobijo bolj enakomeren dotok zalog, gradbeniki lahko računajo na zanesljive dobave materialov, energetska podjetja imajo končno nekaj manevrskega prostora v svoji logistiki. Tovornjaki se premikajo hitreje in to olajšanje se širi čez več sektorjev, ki so bili prej pod nadzorom družine. Pozivi k drugemu prehodu so se začeli že pred leti, vendar so opozorila postala glasna po 11. septembru. Prej so tovornjaki na mostu Ambassador Bridge komajda upočasnili. Potem je bilo treba vsak tovor pregledati zaradi groženj, eksplozivov in tihotapljenega blaga. V čem je bil problem? Ta most se nahaja v gosto poseljenem urbanem območju, kjer ni prostora za širitev. Ni bilo dovolj prostora za večpasovne skenerje in rentgenske sisteme, ne da bi promet segal kilometre nazaj v Kanado. Zato sta obe vladi ukrepali. Načrtovali so nov mednarodni most v javni lasti. Načrt je bil preprost. 6 pasov, neposredne povezave na avtocesto, namenska obravnava tovornjakov, brez mestnih ulic za vožnjo in brez zasebnega upravljavca cestnine, ki bi lahko zavrnil izboljšave. Celoten namen je bil enkrat za vselej odpraviti to eno samo točko odpovedi. A ni bilo tako preprosto. To se je spremenilo v 15-letni boj za nadzor nad koridorjem. Marunovi so se projektu uprli s tožbami, lobiranjem in zavlačevanjem. Vsak posamezen korak naprej se je spremenil v sodno ali politično bitko. Do leta 2010 so tožbe poskušale ustaviti projekt in izčrpati javna sredstva, ter so grozile industriji Srednjega zahoda, če bi drugi most prekinil monopol. Več kot desetletje je projekt obstal.
Ne zato, ker bi bil načrt slab ali potreba nejasna, ampak zato, ker je dobro financiran, zasebni interes imel denar in vpliv, da je sistem uporabil proti javni infrastrukturi. Vendar projekt Gordie Howe ni umrl. Gradnja se je kljub pravnim in političnim zapletom vendarle začela. Stolpi so zrasli, mostna konstrukcija je povezala bregova, testiranja so se zaključila. Predvideno odprtje je spomladi 2026. Po 15 letih bitk ga ne nadzoruje nobena družina. Upravlja ga skupni javni organ obeh držav. Prvič, ta koridor ne nadzoruje en sam igralec. Že ta sprememba je ogromna. Tovarnam ni več treba vsega načrtovati okoli enega samega tveganja. Logistični sistemi niso več odvisni od enega prehoda. Celoten sistem prehaja iz krhkega v odpornega. Novi most je zgrajen za hitrost. 6 polnih pasov namesto 4, posebne poti za tovorna vozila. Prvič, tovornjaki, ki zapuščajo Windsor, ne bodo več morali voziti po mestnih ulicah, da bi dosegli ameriški avtocestni sistem. Lahko se bodo peljali neposredno s Highway 401 na Interstate 75 po eni neprekinjeni poti. To niso samo hitrejši pasovi. To je sistem, ki proizvajalcem omogoča zanesljivo načrtovanje, prihrani ure pri dostavi in $1000 zaradi tovornjakov, ki ne stojijo več v praznem teku. Pravo ozko grlo na vsakem mejnem prehodu je obravnava. Most Gordie Howe je bil zasnovan, da to odpravi. Povsem nova vstopna mesta na obeh straneh, 60 pasov za pregled, 16 cestninskih pasov za obdelavo vsega prihajajočega prometa. Vse je zgrajeno tako, da najdragocenejši tovornjaki ostanejo v gibanju, hitro, predvidljivo in pravočasno. Ambassador Bridge, samo 4 prometni pasovi skupaj in precej bolj omejene carinske zmogljivosti. Rezultat so kolone prometa in izgubljene ure. Ko bo most Gordie Howe popolnoma deloval, naj bi vsako leto prihranili 850.000 ur mirovanja tovornjakov. Tudi po konservativnih ocenah naj bi povprečni prihranek časa znašal od 18 do 20 minut ob vsakem tovornem prečkanju meje v času največje obremenitve. Pomnožite to s 1000 tovornjakov vsak dan in učinek je ogromen. Milijoni prihranjenih stroškov, hitrejše dostave in bolj tekoče dobavne verige po vsej regiji. A največja sprememba ni hitrost, to je izbira. Prvič imajo tovornjaki pravo alternativo in to razbije monopol nad prevozom. Ta rezerva odpravi strah. Nesreča na enem odseku ne ustavi več tovarn. Zaprtje zaradi popravila ne povzroči več zadnjih trenutkov preusmeritev. Delavski spor ali varnostno opozorilo ne drži Srednjega zahoda za talca. Gordie Howe preuredi sistem. Severnoameriška proizvodnja tekmuje na svetovnem odru. In desetletja se je Srednji zahod boril z eno roko zvezano za hrbtom. Zdaj ima ta ključni trgovinski koridor močnega spremljevalca, ki je hitrejši, zanesljivejši in pod javnim nadzorom. Celoten sistem lahko zdaj deluje drugače. Ta sprememba povsod sili v ponovno pogajanje o pogodbah. Monopolne cene izginejo ob konkurenci. Pritisk vodi k nižjim cenam prevoza na splošno in pametnejšim pogodbam, ki plačujejo za hitrost, namesto da bi zaračunavale zamude. Podjetja, ki prevažajo milijarde v blagu, pridobijo pogajalsko moč, namesto da bi bili odvisni od enega samega mostu. Vsak proizvajalec, ki plačuje te stroške prevoza, kmalu opazi razliko v končnem izidu. Na primer, velike avtomobilske montažne tovarne lahko izgubijo več $10,000 za vsako minuto, ko zamuda na mostu zadrži pošiljke. To pokaže, zakaj je javno upravljan drugi most, ki je hitrejši, močnejši in zgrajen za velik obseg tovornega prometa, ključen. Dodatni pasovi in obvozne poti spremenijo most iz ranljivega ozkega grla v sistem, ki ohranja Srednji zahod v pogonu, tudi ko pride do nepričakovanih pretresov. Stava v zadnjem desetletju je bila, da se lahko ameriška proizvodnja znova kosa s konkurenco, če ostanejo dobavne verige lokalne, povezane in zanesljive. Gordie Howe to omogoča. Znižuje stroške, ki so jih prej imeli za nekaj običajnega. Skrajšuje dobavne roke, ki so jih prej podaljševali z varnostnimi rezervami. Minute, prihranjene na meji, se spremenijo v milijone v proizvodnji. Vsak dobavitelj, ki oskrbuje veliko trojico, pridobi na maržah. Vsak prevoznik, ki prevaža dele, pridobi na učinkovitosti. Vsak kupec, ki dobi vozilo, napravo ali stroj izdelan na Srednjem zahodu, plača nekoliko manj, ker je v sistemu manj izgub. Tovarne, ki so morale prej celotno proizvodnjo prilagajati zasebnemu zastoju, lahko končno delujejo s polno zmogljivostjo.
Ta obsežna dvostranska trgovina poteka po mostovih, predorih, pristaniščih, železniških progah, avtocestah, ki so bile večinoma zgrajene za manjše in počasnejše gospodarstvo. Sistem je bil desetletja v zaostanku. Trgovina je eksplodirala po uvedbi USMCA. Dobavne verige so postale tako tesne, da je meja za številne industrije praktično izginila. Kljub temu so mejni prehodi, carinske točke in povezovalne avtoceste večinoma ostali v preteklosti. Sistem je bil zastarel, zdaj pa nadomešča zaostanek. Koridor Detroit-Windsor je najjasnejši in najdražji primer, vendar ni edini. Ambassador Bridge je prevzel breme, ker je moral, ne zato, ker bi bil odličen. Kaj se zgodi, ko hrbtenica končno dobi nadgradnjo, ki bi jo potrebovala že pred 20 leti? Celoten sistem začne delovati drugače. Ožje časovne okvire za dostavo točno v pravem času je zdaj mogoče doseči. Stroški zalog, ki so jih povzročale zamude na meji, se začnejo zmanjševati. Logistična omrežja lahko načrtujejo z zaupanjem, namesto da bi se zanašala na rezerve. Trdnost nadomesti šibkost. Tu je veliko za pridobiti. Srednji zahod dobi možnost, da tekmuje na svetovni ravni, namesto da se nenehno bori z lastno ureditvijo sistema. Ta ena nova mejna točka je dokaz, kaj se zgodi, ko infrastruktura za trgovino v Severni Ameriki končno dohiti količine, ki jih prevaža. Celotna proizvodna arterija sever-jug, ki poteka od industrijskega jedra Velikih jezer do Mehiškega zaliva, postane nekoliko bolj ravna, nekoliko močnejša in bolj konkurenčna. En most dokazuje, kaj lahko naredi proaktivno vlaganje. Veliko vprašanje pa je, ali lahko Severna Amerika zgradi naslednji most, preden pride do naslednje krize. Ali pa vedno čaka, dokler vse ne razpade. Trgovina med ZDA in Kanado še naprej raste. Vedno več podjetij postavlja tovarne bližje domu, namesto da bi jih selila v tujino. Vsakič, ko se odpre nova tovarna, to pomeni več tovornjakov na cestah. Brez nadgradenj se gneča povečuje. Če stvari ne popravimo vnaprej, lahko pride do upočasnitev, ki škodujejo delovnim mestom, tovarnam in konkurenčnosti z drugimi državami. Most Gordie Howe kaže, kaj se lahko zgodi, ko država ukrepa pravočasno. En most je začetek, ni pa ciljna črta. Doslej je bil vzorec tipično ameriški. Čakati, dokler bolečina ni neznosna. Prezreti, nato pa se boriti skozi tožbe, politiko in zasebne pritiske, dokler skorajšnja kriza ne prisili k ukrepanju. Zamude stanejo milijarde in ogrožajo delovna mesta. Most Gordie Howe pokaže, kaj se zgodi, ko ljudje vlagajo vnaprej, še preden pride do zloma. Dobavitelji, logistična podjetja in kupci vsi dobijo nekaj manevrskega prostora, ker ena ključna ozka grla preneha biti edina šibka točka. Ker so cestnine bistveno nižje kot na mostu Ambassador in je uveden program popustov, bo konkurenca spremenila izračune za prevoznike. Tisti hitrejši prehodi in javni nadzor spodkopavajo strm monopolni prijem ter silijo k boljši storitvi in cenam na vseh področjih. Vzemimo Ford F-150, najbolje prodajani tovornjak v Ameriki, izdelan v Dearbornu v Michiganu. Njegova dobavna veriga je čezmejni ples. Bloki motorjev nastanejo v livarnah v Ontariju, nato gredo na jug v Michigan na obdelavo, potem pa spet nazaj na sever za sestavljanje podsklopov. Menjalniki in drugi sestavni deli pogosto prečkajo mejo 4 do 7-krat, preden pride do končne montaže. Pred mostom Gordie Howe so logistične ekipe ustvarile dodatne rezerve, preusmerjale poti okoli znanih zastojev in živele s tveganjem, da bi ena nesreča, popravilo ali varnostno opozorilo, ustavilo proizvodno linijo. Zdaj ima koridor resnično zagotovljeno zanesljivost. Na voljo je rezervna možnost. Zdaj obstaja izbira. To je sprememba, ki je pomembnejša od števila pasov ali statistike cestnin. Vse je še bolj pomembno s prehodom na električna vozila. Motorni blok ali jekleni prešani del za F-150 lahko miruje več ur brez težav. Baterijski sklopi električnih vozil tega ne zmorejo. Litij-ionske celice so izjemno občutljive na temperaturna nihanja in zamude. Tovornjaki, ki prevažajo celice iz gigatovarn v Ontariju, si ne morejo privoščiti dolgih zastojev. V ledeni februarski nevihti ali v peklenski julijski vročini so toplotni sistemi priklopnikov potisnjeni do skrajnih meja. V tekmi za elektrifikacijo vozil most Gordie Howe zagotavlja, da tovarne na Srednjem zahodu ostanejo konkurenčne, proizvodne linije pa delujejo nemoteno in visokovredne komponente za električna vozila neprekinjeno prihajajo na cilj. Pošiljka, ki jo ogrozi neprimerna temperatura, ne pomeni le izgube časa, ampak lahko uniči milijone vredno zalogo, še preden sploh pride do proizvodne linije. Novi most ohranja celoten ekosistem vzdržen, saj omogoča nemoten pretok celic, modulov in sklopov, namesto da bi se ti zadrževali na starem ozkem grlu. Gre za to, ali bo Passager ostal pomemben igralec v naslednjem stoletju proizvodnje vozil.
Most Gordie Howe ni namenjen le skrajšanju časa potovanja, temveč vrača zanesljivost proizvodni hrbtenici velikih jezer in ohranja visokovredne dobavne verige na lokalni ravni. Desetletja je četrtina trgovine med ZDA in Kanado temeljila na odločitvi ene družine. Tega obdobja je konec. Vprašanje je, ali se je Amerika iz tega kaj naučila za prihodnost. Hvala, da ste se mi danes pridružili. Upam, da vam je bil video všeč. Če želite videti več takšnih videov, razmislite o tem, da se naročite in vklopite obvestila. Resnično naredi razliko. Še enkrat hvala in se vidimo naslednjič na MapPacku.